Dober dan, dobrodošli na naši novinarski konferenci. Na začetku bi vam rada predstavila našo staro, novo kolegico, kot je že gospa Krapeževa povedala, se nam bo s ponedeljkom na Vrhovnem državnem tožilstvu kot vodja skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pridružila Branka Žgajnar, ki je ta trenutek še vodja ljubljanskega državnega tožilstva. Kolegica Blanka je že kar dolgoletna državna tožilka, 12 let je že na državnem tožilstvu, pravzaprav svojo poklicno kariero je tako rekoč začela na državnem tožilstvu in dala do sedaj skozi vse faze dela, od strokovne sodelavke do pomočnice in nato okrožne državne tožilke in tudi vodje tožilstva. Kot vodja tožilstva je v zadnjih 2 letih in pol se ukvarjala poleg z vodenjem tudi z zahtevnimi in hudimi oblikami kaznivih dejanj, predvsem v predkazenskem postopku, kjer je kot vodja pravzaprav nadzirala in izvajala ter predlagala posebne preiskovalne ukrepe, kar verjetno tudi sami poznate v nekaterih zahtevnih kazenskih postopkih, kjer je na sodišču tudi zastopala obtožbo. Tako da sem prepričana, da bo kolegica Žgajnarjeva uspešna vodja skupine, ker je pač po odhodu kolega Perlana v Bosno to mesto ostalo prazno. Se pravi, s ponedeljkom začenja svoje delo v skupini. Ali bo gospa Žgajnarjeva prevzela zadeve v čisti lopati, ko začne pač z delom v tej posebni skupini? Glede prvega vprašanja, verjetno govorite o gradbeni zadevi. V tej zadevi so tožilci, tisti, ki delajo na zadevah, določeni in seveda te bojo, predvidevam, da nadaljevali z delom. Kolegica Žgajnarjeva kot vodja skupine se bo lahko seveda tudi vklopila v to delo, lahko sodelovala pri tem timskem delu, lahko si bodo tudi, če bo prišlo do novih zadev, morda tudi razdelili še zadeve v tem smislu, da bo v določenem segmentu morda tudi ona delala, ampak zaenkrat so državni tožilci, ki tudi v predkazenskem postopku sodelujejo v teh zadevah, določeni in, da rečem, nobena zadeva ni brez tožilca.